Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Za današnjega gosta lahko vsekakor trdim, da mu je izgled zelo pomemben. Še bolj pomembno pa mu je, da ima srajco vedno prijeto in pa na istem mestu. Za sabo ima 2 uspešni Kickstarter kampanji, prodaja že več kot 60,000 izdelkov in ustvaril preko 3 milijone prihodkov od prodaje. Vmes pa ustvaril tudi torbo za Luko Dončića. Njegov cilj je, da svoje podjetje postavi ob bok modnim znamkam, kot so Burberry, Hugo Boss in Armani. Nik, lepo pozdravljen. Živijo. Zdaj, meni je velika čast, da smo se končno nekako uspela ujeti, da si se prišel na podcast. Zdaj, jaz sem si nekako tako zamislil, da bi v bistvu štartala čist na začetku. No, se vsak podcast tukaj v bistvu nekako štartamo na začetku, ko si bil še študent, preden si še bil študent, ko si se v bistvu odločil, zakaj točno ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Ja, to je v bistvu pri meni ena ful zanimiva zgodba. Jaz moraš vedeti, izhajam iz športa. Jaz preden sem se odločil za faks, sem igral odbojko, neki polprofesionalno, v bistvu prvo slovensko ligo v Triglavu. In nekako sem videl svoje življenje povezano z športom. In edina neka taka smer, ki me je mogoče malo zanimala, je bila fizioterapija. In jaz sem bil že vpisan na fizioterapijo, zato ker sem pač vedel, da bom prišel gor, zato ker sem imel status športnika in ti je dvignil, mislim, da v 10% in bi pač prišel. Ampak ko sem pa se malo usedel, pa začel razmišljati, a je to pot, ki mene zanima, da bom jaz pač v beli hali cel life folk masiral, niti podrazno ne. Ker sem pa začel na drugi strani razmišljati, kaj bi mene veselil, zdaj znotraj ekonomije nisem vedel, kaj točno me veseli, sem nek ta življenje, ki ti ga ekonomska fakulteta lahko da, tako kot verjetno vsak mulc sanjaš obleke, dobri avti itd. Recimo to je bila pa neka pot, ki me je ful zanimala. In jaz dejansko, kljub temu, da sem bil že vpisan, sem se zadnji trenutek, pač sem spremenil mnenje, se vpisal na ekonomsko fakulteto in evo me. A v bistvu ti v srednji šoli si že kaj to pol proti koncu, v srednji šoli začel, si se dejansko usedel pa vprašal, si začel razmišljati. Ja, je to bolj čisto spontano, že tik pred zdajci vse. To je bilo že čisto na koncu, v bistvu na koncu 4. letnika, ko sem jaz razmišljal, kakšen življenje hočem imeti. Je še vedno to ena izmed večjih odločitev, ker če zdaj pomislim za nazaj, če bi šel takrat na fizioterapijo, bi bil moj life danes čisto drugačen. In ful bolj me je vlekla ta smer, za katero sem se pol odločil in mislim, da je bila to najboljša odločitev ever, čeprav iz okolja sem dobil dosti tazga feedbacka, ker takrat so bili časi, ko je bilo večino ekonomistov brezposelnih, kaj boš ti tam delal. Ampak ne vem, jaz sem nekako kar verjel, da bo pač se nekje našlo mesto zame in očitno se je. Pol pa vpisal si se na smer bančni finančni management. Ja, tako je. Zdaj v bistvu si pa podjetnik. Ja. Zdaj, kako je prišlo do tega, do neke spremembe, oziroma zakaj najprej bančni finančni management? Veš, kako je bilo pri meni v bistvu? Jaz sem prvi letnik naredil in jaz sem že zelo hitro hotel povezati, se pravi, mojo športno kariero z pač faksom in sem pač iskal izmenjavo v tujini. In zdaj za nek moj nivo znanja v odbojki je bila idealna Francija. In jaz sem pošel v drugem letniku na študijsko izmenjavo v Nico, kjer je bilo pač fantastično, to je v bistvu leto, ki je mene čisto spremenilo. In po izmenjavi sem prišel nazaj v Slovenijo, se odločil za v bistvu bančni finančni management. Nekako se mi zdi, da podlaga v financah jo je fajn imeti, ker ti bo pomagala ne glede na to, v kateri smeri v ekonomiji si in tudi meni pač v podjetništvu je ful pomagala, na ful nekega znanja sem dobil. Se pravi, ti si bil pol na Erasmusu v drugem letniku? Ja, res, jaz sem v bistvu cel drugi letnik preživel v Franciji, v Nici. Je bilo več kot 6 mesecev? Ja, jaz sem mogel biti celo leto tam, zato ker sem igral eno sezono, sem odigral v Franciji, v odbojko za Monako. To se zdaj sliši ful dobro Monako, v praksi ni to toliko dobra ekipa, ampak bilo je okej. In ja, to je v bistvu, ta izmenjava je meni dala ogromno tako na osebnostni rasti, ti si tam sred Francije, edini Slovenc, moraš se nekako z ljudmi pokonektati, da lahko normalno funkcioniraš, pritiski v šoli, pritiski v športu, moraš poskrbeti sam za sebe, nimaš pač več druge, ki bi za tebe skrbeli. Plus tam je dejansko ful zanimiv mindset sošolcev sem videl, recimo na EDEK-u, kjer sem študiral. Pač jaz sem imel
recimo ta faks, na katerem sem jaz bil, je ful popularen v tujih državah. Tako Slovenci imamo ful odprtih mest, ampak je tako vedno v generaciji eden, ki gre mogoče tja. Tako tujci se pa tepejo za ta faks, ker je v pač evropskem merilu ful priznan. Jaz nisem tega vedel, šele ker sem tja prišel, so mi sošolci to povedala, veš. In jaz sem imel dejansko sošolce iz res uspešnih pa premožnih družin, tako next level, kaj je Slovenija, tako ena anekdota, se spomnim. Tako pred šolo sploh ni bilo parkingov in jaz pa en Rus, tako hodva in prijo pred šolo in tam nov BMW M6 in jaz tako volej ta avto, veš. In on tako, on je moj, in jaz tako, in tako model da ključev in odklene, in tako, kva, veš. Ne, in ful je bilo zanimivo, predvsem pri teh ljudeh, prva stvar, oni niso nikoli naven tega kazala, ne, pač ni bilo tega, te bahatosti, ali kako ne to rečem. Druga stvar, ki je bila zanimiva pri teh ljudeh, je bil pač mindset. Oni so bili vsi iz ful uspešnih družin, ampak mindset je bil, jaz moram biti še boljši, kot pa svoj oče, a ne. Pa tako, meni je bilo ful všeč, ker jaz mislim, dokler jih res nisem dobro spoznal, sploh nisem vedel, pač, da so iz takih družin. Tako bili so ful komunikativni, odprti, hoteli so se mrežati, razumeš, in to neka taga mešanca mindseta, kjer ti hočeš biti ful uspešen, ampak po drugi strani si še vedno prezemljen. To je mene čist, mi je naredilo v glavi vrtiljak, kako naprej lahko se V oblikujem. bistvu si, po mojem, že tam pol začel nekako se usmerjati v neko podjetništvo. Ja, veš, kako je bilo, mislim, tam smo se mi ful pogovarjali, veš, ker smo tako, ful smo začeli ven hodili, ful smo žurali v tej Nici, ampak dejansko tam smo se ful pogovarjali o pač biznisu, o podjetništvu, o takih stvareh in na tisti točki sem jaz imel že vse pripravljeno, ne, jaz sem hotel zaštartati svoj projekt že eno leto prej, jaz sem takrat imel že pripravljen, ker sem bil v Franciji, že v bistvu praktično vso slikovno gradivo, video, tekste, vse te stvari. In v bistvu sem rabil sam še ta nek mehen push, ker sem ga pa mogoče v Franciji dobil, ker sem videl, kaj vsi okoli mene pač delajo, ne. In takrat je bilo res noro tisto leto, se spomnim. Takrat, ko nisem imel sekunde časa v dnevu, ali sem bil na faksu, ali sem za projekt delal, ali sem pa treniral, ne. Tako res 24/7 na steroidih, ampak tako eden izmed lepših letov v mojem življenju. In ja, v bistvu v tej Franciji se je pa začela ta moja podjetniška pot. Zdaj mi smo začeli, oziroma jaz sem začel to svojo podjetniško kariero, sem imel hotel začeti s Kickstarterjem, ampak so nas oni najprej zavrnili, še danes ni razloga zakaj, sam dobili smo pač mail, pač ne morete launchati. In pol, ko sem jaz bil v Franciji, se prav spomnim, en večer jaz pridem domov, odprem še neki komp in kar naenkrat mail od Kickstarterja. Pregledali smo še enkrat vašo kampanjo, lahko launchate. In to je bilo To je bilo v bistvu tisti kampanjo že prej poslal, preden si šel v Francijo? že en let prej. Aha, že en let prej. In so jo oni zavrnili in mi smo šli pol na Indiegogo in tam je bil en velik flop, pač nismo nič naredili, mislim, da smo 4 naročila dobili. Ampak jaz sem predvsem videl takrat ful potenciala v tem produktu, ker nas je Siol objavil in kar naenkrat je na naši Facebook strani Folk iz Slovenije začel pisati. Moraš pa vedeti, da če ti lahko Slovencu prodaš, lahko prodaš komurkoli. Zato, ker slovenski kupec je res težek. Mi smo res kao zahtevne stranke. Ja, ful, Slovenci so ful zahtevni, veš, Američan, prva stvar je, da imajo več kapitala, oni imajo radi neke novitete, radi imajo novosti in pač, ko oni vidijo neko stvar, ki jim je zanimiva, je pač baja, veš, recimo Slovenc bo šel pregledati. In če ti vidiš, da v Sloveniji neko stvar lahko prodaš, boš pol v tujini še ful lažje, ne. In mi smo takrat dobili pač neko zanimanje iz Slovenije in meni je bilo to ful hodo, ker ene par produktov se takrat je prodal pol v tem vmesnem času, se pravi od kampanje, ki je bila zavrnjena, do pol te prve kampanje, ki je bil velik boom, se je pač neki produktov, veš. In meni takrat kot študentu, pa na študentskem budžetu, in ker ti prodaš neko svojo idejo in ti prihaja pač noter nek kapital in si tako, wow, kaj bi se tle vse še dal narediti, če bi lahko jaz to dvignil na nek višji level. In to je v bistvu stvar, ki je mene ful potegnila noter, ne. In zato sem pa hotel nadaljevati v tej smeri. Deva pol se kar nazaj vrne na ta mail, ko si dobil uspešno, se pravi drugič, ne, na Kickstarter ti pisal. Tako. Kakšni so bili občutki, kaj je v bistvu, kaj pa sploh pomeni, da ti pač narediš kampanjo na Kickstarterju, da bi lahko to malo razbila, da bi, ne vem, gledalci, poslušalci vedeli, mogoče tisti, ki imajo neko skrito podjetniško idejo, kako sploh pristopiti na Kickstarter, kaj to pomeni, kaj to se vzame za sabo in tako dalje. Ja, ful dobro vprašanje. Tle dejansko je Kickstarter žal ni platforma, kamor boš ti dal svojo idejo in boš čez noč zaslužil. Pač tle sem se zelo hitro zavedel, koliko neke predpriprave marketinške je treba, da bo projekt dejansko uspešen, ne. In jaz se takrat prav v Franciji spomnim, se pravi, jaz sem na točki, kjer imam odobren Kickstarter, neko mini prodajo v Sloveniji, se pravi, produkt je za na trga, ne,
In zdaj stvar, ki mi manjka, je marketing. Ne? In v tistem času so socialna omrežja oziroma social media ads so začeli ratati popularna in pa če sem bil pa na študentskem budžetu in kaj zdaj, kje ne zdaj dobim kapital, da bom lahko prve kampanje zalaunčil. Kaj sem jaz naredil? Šel sem na Fiverr, to je v bistvu neka stran, kjer folk nudi svoje neke znanja, storitve, freelancerji tako, in sem prevedel neko knjigo iz angleščine v slovenščino, upam, da je niso objavili, in sem dobil, mislim, da takrat par $100 kapitala in vse to sem jaz dal v oglaševanje, da sem začel buildati stran na Facebooku, pa mislim, da tudi na Instagramu, in na dan, ko sem pol launčil to kampanjo, sem jaz že imel folk, ki je pač hotel kupiti produkt, zato, ker smo jih mi pumpali. Ne. In dejansko če hočeš imeti uspešen Kickstarter, to je pol leta dela sigurno. Ti imaš prva stvar je performance, moraš imeti dobre influencerje, medije, vse segmente, v bistvu moraš imeti res dobro pripravljene, da na dan, ko ti launčaš, mora biti to eksplozija. Kuj pa rekel, da je zdaj razlika v nek ta začetni kapital v kampanji, ko si ti imel, pa zdaj, ko si rekel, da rabiš vsaj 1,5 leta priprave. Kaj je to en vložek, zdaj denarno, če bi rekel številke? Verjetno danes ful višji, kot takrat, ko jaz, ker takrat se je vse to šele začelo. Veš, takrat nisi imel ti takih influencerjev, kot danes. Takrat so bili Facebook adsi veliko cenejši, kot so recimo danes. Ful bolj so pušali, kot zdaj. Absolutno, ne. Tako da to je to so čist druge cifre, recimo danes, ali pa takrat, kaj je bilo to 7 let nazaj, 8 let nazaj, čist drugače, ampak ja, siguran je to neka odskočna deska, no, ker jaz sem v bistvu Kickstarter delal izključno zaradi razloga, da dobiš začeten kapital, da lahko ta kapital porabljaš za razvoj firme, ne, in pač meni je to hvala Bogu ratalo in pa sem naprej šel. Zdaj sem tudi zasledil, ko sem malo preberal tele stare članke, da si imel pričakovano vrednost za dobo kapitala 5,000, na koncu se je zbral pa kar 100,000. Veš, kako je bilo? Mi smo imeli 2 kampanje, a ne. In ja, pri prvi kampanji je bil cilj 3,000, vse to je bilo na tej izmenjavi, to je bilo noro. V glavnem, jaz zaženem Kickstarter kampanjo, vsi adsi so itak že delala, ne, zaprem komp in jaz nisem pričakoval nič, zato ker sem pač imel en flop en let nazaj, razumeš. Jaz zaprem komp in grem ven in se grem sprehajati po Nici in hodam 1 uro na sprehod, razmišljam, a se bo kaj zgodilo, a se ne bo kaj zgodilo. Pridem nazaj, odprem komp in tako $500 naročil in sem tako, wow. A veš, tako kar prej ni ratal nič, zdaj pa kar, in to je ta marketinška priprava. In ja, cilj v prvi kampanji je bil $3,000, dobili smo po enem mesecu 58,000. Pri drugi kampanji 1 leto kasneje smo pa v bistvu, zakaj smo delali drugo kampanjo, mi smo potem, ko smo prvo kampanjo naredili, razposlali produkte, vprašali folk, kaj jim je všeč, kaj jim ni všeč, na podlagi njihovih kritik izboljšali produkt in potem launčali drugo kampanjo, smo pa hoteli $5,000, smo jih pa 101 dobili, recimo, nekaj takega. To je pa že kar velik znesek za nekega študenta. Ne? Ja, itak. To, mislim, ampak veš, jaz sem vedno na te stvari nisem gledal, zdaj bom jaz to porabil za sebe, za neke moje interese, ampak sem hotel razvijati naprej firmo. Jaz sem hotel, da to raste, da je to full time, v kjermu sem jaz. Ful mi je bil taka neka strasta, podjetništvo in gre še vedno v pravi smeri. Pravilno. Kako si pa v bistvu menedžeral pol ta, da ti si videl, zdaj imamo mi pa 500 naročil. Kdo je bil pol tisti v Sloveniji, ki je nekako porihtel, da so te stranke dobre? Ja, jaz. Ko si bil ti. A ti? Ja, jaz sem vse delal. Jaz iskreno pol v 3. letniku na faksu sem ful malo še hodil. Sem na kar je bilo obvezno, ampak sem se dejansko za izpite učil zadnjih par dni, ker sem ves svoj čas delal temu, kam je bilo to res na eni strani ful važno, na eni strani me je res navdušalo in mi je bilo samo hočem delati, ful mi je zanimiv. Praktično takrat itak vse segmente sem sam pokrival, ful sem se učil v praksi vseh enih stvari in ja, čisto me je potegnil, tako da faks sem pol naredil, ampak sem si vzel malo pauze, pa sem ga pol tekom let dokončal. Očitno se je obrestoval. Ja, očitno. Dejva pa se bolj malo stran iz Kickstarter kampanje, pa prejmo čisto na neko surovo idejo, kako je sploh prišel do te ideje. Zakaj si se odločil za te stvari? No? Ja, ok, se pravi, naš prvi produkt so bili držali za srajce, holderji, mi rečemo, da je bolj lažje izgovoriti. Ja, nač pač, se pravi, produkt kot sam je iz mojega osebnega problema izviril in ta se je pa začel na maturantskem plesu, kjer se po moje večina fantov prvič v obleko damo, in tam to je bilo meni muka, razumeš, pa če sem prišel na maturantca in jaz si cel večer bašam noter to srajco in mene je dejansko zanimalo, kaj na trgu že obstaja, kaj je tazga, kar bi lahko meni pomagal. In sem videl neke produkte, ki meni niso bili všeč in jaz sem dejansko pač šel v trgovino, kupil sem material in doma na list papirja narisal prototip, začel malo skupaj to dajati.
A veš, mogel sem si vse sam zmisliti, ker ta produkt dejansko ni obstajal, preden pač sem si ga izmislil, velikosti, kaj na katero velikost stegna, dolžina stransk, tako vse te stvari in ja, v bistvu z nekega lastnega problema, ampak predvsem jaz sem videl v tem produktu ful velik potencial, ker jaz sem bil tle, se pravi, en 18-leten Slovenc, ki mu je šlo na živce na enem večeru, torej maturanskem plesu, ta srajca. Ti imaš pa na svetu na stotine milijonov ljudi, ki vsak dan more to nositi, ki ima take službe. In jaz sem videl tle ogromen potencial v tem produktu in sem bil tako, najprej sem primarno za sebe to pač naredil, ker me pač zanimal me je tudi ta product development segmenta, veš. Pa v bistvu sem rekel, pač dajmo probati, pa vidimo, kaj se bo zgodilo. In pol se je vse zapeljalo, kakor si prej povedal. Ja, tako pa v bistvu, se pravi, produkt je bil narejen, hoteli smo prvi Kickstarter, flop, pa čez en let na izmenjavi prva uspešna, pol vmes v tistem času smo v bistvu postavili spletno trgovino s tem kapitalom iz prve kampanje, začeli se je iskati, se pravi, retailerje po celotnem svetu, no, v bistvu smo na Finsko prišli v 2 butika, na Nizozemsko v 2 butika, New York, v Sloveniji smo v parih butikih. Tako, samo te butiki so res pač majhni, iskreno. In ja, in potem se je začelo narediti drugo kampanjo za Kickstarter, usporedno smo še vedno pač imeli Facebook ads, Instagram ads, vse na spletno trgovino, razvijali smo vmes tudi druge produkte, eni so bili uspešni, eni niso, recimo, ne vem, usnjene torbe smo lansirali na trg skupaj z Lukom Dončićem, to je bil neuspešen produkt, recimo. Tako, a veš, in pol pač dejansko je pot pripeljala do leta 2018, ko v bistvu nas je Amazon sam našel, zaradi tega, mi smo bili na Kickstarterju, bili smo po medijih po celem svetu, res mi smo bili v Ameriki na televiziji in iz Amazon to spremlja in ko sem se pogovarjal s tem modelom, ki nas je noter pripeljal, sem rekel, kje vi najdete en slovenski mini brand, in on je bil pač, da spremljajo trg in da on ima vedno interes pripeljati not nove brande. In jaz nisem mislil, da bo to tako velika stvar, ki je zdaj danes. Če ti dam primer, mi smo v tistem času, preden smo začeli z Amazonom delati, na mesec prodali mogoče 300 produktov, zdaj jih prodamo. Kar ni malo, ne? Ni malo, recimo zdaj jih pa prodamo na mesec 3000. Ja, to je ta razlika. Konkretna razlika. Ja, konkretna razlika. Prednji sploh si prišel do Amazona, da mi povej, v začetni fazi, da nekaj si rekel, product development. Kako si ti sploh zdaj se lotil tega, zdaj pa moram jaz najti, ne vem, verjetno neke šivilje, neke izdelovalce, da bi meni to naredil nek proper produkt, ne? Da nisem jaz to doma z nekim buckam skupno meto. Kako si se to lotil? Dejansko ta prvega sem jaz sam z nekimi buckami, pa z spenjačem za papir sem na elastikov material goldel. Tako igral sem se, veš, nekaj malega sem šivati probil. Pač probaš vse, da vidiš, a stvar funkcionira. In stvar je funkcionirala in ja, pa smo se pač povezali in pa so oni naredili ta prvi prototip in tako je pa stvar šla. To si v bistvu, kaj, čisto random kontaktiral neke šivilske? A veš, takrat, ko si ti pač nek študent, ki nimaš v biznisu nobenih izkušenj, pač imaš Google. No, se to me zanima, ne? Tako, Google pa znajce, ne. In dejansko prek Googla sem pač jaz to najdel in pa smo tako začeli. Ja, zdaj pa pojmo kar konkretno Amazon. Se pravi, to je kaj, pogodbeno sodelovanje? Ne. Prva stvar je, na Amazonu lahko prodajo vsako podjetje. Pač ti ne rabiš, da te oni rekrutajo, pač prodajati greš lahko ti, odpreš SP ali pa DOO in začneš prodajati. Mi smo imeli mogoče to srečo, no, da so oni nas najdeli in so nam skoraj cel know-how dali, v bistvu praktično od vsega, od tega, kako narediti account, potem kako narediti listinge, potem kaj je pomembno na slikah, kaj je pomembno na tekstu. Cel marketing so nas naučili, kaj Amazon ima svojo pač to marketinško platformo. In v Sloveniji nas je mogoče par ljudi, ki pač znamo delati. Mi nismo imeli to srečo, da so nam oni na začetku pomagali razumeti osnove, pa se pa ti tak čez leta naučiš sam, kaj funkcionira, kako funkcionira vse te stvari. Ja, in v bistvu pri nas je bilo to ful dobro, ker smo mi začeli na Amazonu, smo mi imeli že toliko veliko bazo na socialnih omrežjih, da mi smo sam razposlali maile, dali na socialna omrežja, we are on Amazon in že od prvega dneva je pač prodaja se začela. Ne. Ampak to je bilo tako mala prodaja, tako kot sem prej rekel, par produktov na dan.
ker smo bili mi zelo konzervativni na advertisingu. Mi smo na dan spendali $10. In potem je prišel Prime Day. Prime Day je Amazonov Black Friday. Se pravi, Amazon se je odločil, mi bomo naredili še en praznik, da folk še spenda. Enostavno. Takrat je v bistvu nam ta model znotraj Amazona rekel, dajte probati za te 2 dni povečati budžet in mi povečamo budžet iz $10 na $100 in na dan jih prodamo 30. In tako, okay. Očitno je problem, da premalo spendamo. Danes, ko smo mi skozi spendali in recimo danes mi spendamo na dan recimo $800, ampak ne moramo spendati več. To je zdaj, pač mi smo dosegali ta cap. Zakaj? Zaradi tega, ker ti na Amazonu plačaš na klik. Se pravi, ljudje, ki iščejo tvoj tip produkta, napišejo na Amazon, ne vem, Shirt Stays, in vrže ven pač te, ki si konkuriramo, ki tekmujemo med sabo in pol pač kliknejo. In ti si omejen, koliko veliko število ljudi išče, recimo, naš dotičen produkt. In zato pač smo mi tle omejeni na teh $800. Zdaj, če bi šli mi prodajati neke t-shirte, ki jih pa išče na dan, po moje 10,000 ljudi, tam bi pa lahko spendil, kakor bi hotel. In dejansko se je pol tako skalalo, da se je v bistvu spendali iz meseca v mesec več, dokler do tega capa nismo prišli. Druga stvar je bila to, da smo ful začeli na reviewih delati, ker Amazon s slabimi reviewji ne funkcionira. V osnovi moraš imeti res dober produkt, da pač boš lahko to dolgoročno igral, ker pač če boš ti naenkrat padel pod ceno 3,0, lahko pozabiš, da boš karkoli prodal. V kak način to, kaj pol prosite stranke, da dajo nek feedback? Ali? Ne, na začetku, mislim, mi imamo tle strategijo. Prva stvar je, da stranka takoj, ko dobi produkt, mi pošljamo message 2 dni po dostavi in sam preverimo, živijo, a si pač prejel produkt, a je vse v redu. Da pač, če je kaj narobe, nam takoj odpiše in takoj mu ali zamenjamo ali refundamo. Takoj probaš rešiš problem. Pol po enem mesecu pošljemo še en mail, kjer je noter malo zapisana naša zgodba, koliko nam to pomeni vsak review, da lahko pač mi funkcioniramo. Pa če dobimo slabe reviewje, se pa pač najde z te stranke in jim pač probaš rešiti problem. Vse oni načeloma, mislim, ful je fora, da zdaj približno leto, 2 nazaj je Amazon dodal poleg reviewjev še ratinge. Kaj je razlika? Rating folk sam pritisne od 1 do 5 zvezdic in ti ne veš, kdo je to dal. Se pravi, če ti dobiš 1 zvezdico rating, ne moreš to rešiti, ker ne veš, od koga je. Ja, pa lahko tudi namenoma zanalaš mogoče. Itak, samo morajo kupiti tvoj produkt. Aha, okay. Če je review, mora nekaj napisati zraven in ti veš, kera oseba je to in Amazon je dodal to opcijo, da lahko ti najdeš to osebo, napišeš mail in probaš rešiti težavo. Kakaj pa je odzivnost glede teh mailov? Mislim, danes veliko stvari prileti v mailbox ljudem. Ne? Ja, ne, sej... Dejstvo je, da Amazon ful omejuje pač maile. Mi nažalost nimamo mailov od vseh naših strank. Ti dobiš možnost kontaktirati prek Amazonove platforme samo te ljudi, ki so pač ti dali 1-star review. Pač nažalost ni tako kot spletna trgovina, kjer ti pri vsakem naročilu dobiš mail, da bi lahko polim pač spamu, pa discount le. Amazon to ful omejuje, ker sej realno, če bi mi imeli njihove maile, bi jih speljali na naše spletne trgovine in pač, da ni tega njihovega fija. A pa se pozitivno odzovejo pol te stranke, ko dobijo mail? Čisto odvisen. Jaz bi rekel, da nekih 50% strank ne odpiše sploh. 50% strank recimo odpiše, pa od teh 50% je pa 30% od koga, ki so zainteresirani, da jim pomagaš, da jim rešiš problem, ostalo pa pač spregledajo pola, veš. So tako, ne vem, so jezni, ki jim pač imajo narobno velikost, tako ni, ampak mi se res tle gledamo, mi vedno toliko na roko stranki, mi pošljamo nov produkt, refundamo jim denar. Nima veze, sam da si tega reputationa, teh dobrih reviewov, na katerih delamo že 5-6 let, pač ne uničeš, ker vemo, koliko je to pomemben dolgoročno, če hočemo biti bolj uspešni na Amazonu. Zdaj pa rekel si, valjda v podjetništvu imaš ti uspehe, imaš tudi neke neuspehe, oziroma lahko tiste neuspehe, pa se nekaj naučiš, pa pol iz tega uspeha. Omenil si Luka Dončića. Kako je prišlo pa tukaj do sodelovanja, do te torbe, Mislim, do te ideje sploh? Prva stvar je, da torba je pisala o sortima produktov, ker mi pač delamo moške modne dodatke. In usnjena torba, super produkt. In pač jaz pa Luka imamo skupne kolege in prek tega smo se pač zmenili in za njega smo mi naredili prav posebno torbo, gravirali noter usnje, njegovo ime pa priimek, slovenski grb, tako res je bila lepa proper torba. In pol je on to pač objavil na Instagramu, na story, mi smo pač tle dobili naročil, kakor smo jih dobili prek njega, In ta del je bil problem je pol del potem, ker dejansko za ta produkt ni bila narejena nobena tržna analiza. Mi smo šli to razvijati sam zato, ker imamo tle Luka.
Dejansko je pa trg torb izjemno zasičen. Ti imaš neke osnovne torbe v H&M-u, v Zari za 20 do 50 baksov, pol greš ti na Hugo Boss torbe za 100 baksov, pol imaš ti od Louis Vuittonov itd. Se pravi, v vsakem cenovnem razredu je ta pač trg ful zasičen in pač mi nismo nobene tržne analize naredili in to je bila ful velika šola za naprej. Recimo danes, preden launchamo nov produkt, mi raziščemo trgu pikov. Mi imamo, se pravi, Amazon ima par podpornih platform, Viral Launch, Jungle Scout itd. In ti tam noter pač napišeš produkt, kozarec in vidiš, kateri brendi jih prodajajo, koliko jih prodajajo, koliko prometa delajo. Vse te neke stvari pač mi vedno pregledamo, izpišemo in pol, če najprej finančni podatki kažejo, da je potencial za vstop v trg, pa gremo v bistvu še v analizo produktih samih, vse konkurente pač izpišemo, kje so oni slabi, kakšni materiali, vse to, da pol pač strateško izboljšamo produkt in posledično lahko pač damo višjo ceno. Tako da recimo, ja, to pri Lukatu smo se naučili, da treba včasih kakšno analizo narediti, da je pametno. Dobro, saj v bistvu to so te neke taki neuspešni moč bombončki, ki ti pač pomagajo pol pri podjetništvu naprej. Strinjam se, to je, veš, ta podjetništvo je roller coaster, ups and downs. Veš, pri nas, jaz se spomnim, mi smo imeli v bistvu z Amazonom, smo 2018 začeli delati, je bil ful dobro leto, pride 2019 še boljše leto, pride 2020 prvi 3 meseci še boljše leto, 13. marec korona, drop za 80%. A veš, in kva zdaj? In nič, ampak delaš naprej, garaš naprej in pač se stvari delajo v smeri, ki Zdaj pa verjetno na začetku si bil sam, ne? Zdaj pa kakšna ekipa te sestavlja tvoje podjetje? Zdaj si se verjetno razširil na podlagi izdelkov, koliko jih Ja, v moraš bistvu poslati. ful enih ljudi je vključenih v ta moj projekt. Mi poslujemo 4 tovarnami po celem svetu, ki imajo čez proizvodni del, ker take količine, ki pač mi zdaj na leto delamo, rabimo to podporo. Drugače pa ful ljudi pogodbeno, se pravi, imamo video, imamo računovodstvo, imamo slike, imamo grafiko. Tako da ja, To so v bistvu kaj zaposleni ljudje, to so pač neki Ne, to so pogodbeni freelancerji, na projektih delajo, s tovarnami smo pa itak skozi na vezi, veš, ker itak ti rabiš skozi vedeti, da boš imel dovolj zaloge, da ti ne zmanjka itd. Take stvari. Kako pa si prišel do teh tovarn, recimo, to je tudi mogoče eno tako vprašanje, ko se nekdo, ki je nekako že svoj biznis nekam pripeljal, pa potem, kako dobiš nek kontakt, recimo, ne vem, iz Kitajske, ali pa ne vem, da boš zdaj se zmenil, da pa bi delal zate neki. Ja, mislim, zdaj, ko si lih omenil Kitajsko, pač mi iz Kitajske imamo samo en polproizvod, se pravi samo klipsne na holderjih so iz Kitajske pa regulatorji. In dejansko za Kitajsko je pač še vedno Alibaba v osnovi, greš tja, pogledaš različne tovarne, prosiš, da ti pošljejo sample oziroma moraš te sample itak plačati ponavadi. In že pri teh samplih vidiš izjemno razliko med kvaliteto. Zdaj, če pač pri Kitajcih je tako, veliko tovarn ne dela dobro, imaš pa pač delček tovarn, ki dela boljše kot evropske tovarne. In pač cilj, če hočeš imeti dober produkt, je najti ta delček tovarna. Tako da to, kar se pa drugih tiče, s katerimi mi delamo, je pa ful prek pač mojih connectionov, veš. Jaz sem tudi član raznih biznis klubov, družimo se podjetniki med sabo, menjamo informacije in prek tega sem v bistvu dobil nek kontakt in pač tako naprej. V bistvu bi kapal tudi rekel, da je to ena taka zelo dobra stvar, da si nekak član teh združenj, ker v bistvu connectionaš, connection delaš z ljudmi, ki ti lahko pomagajo v biznisu. Pa. Jaz bi rekel, da vsi, ki smo v biznisu, pač to je osnova, networking. A veš, brez networkinga zelo težko daleč prideš. A veš pa, mislim, jaz ful gledam vedno na networking v smeri, ti daš več, a ne, vsak relationship z nekomu daš več in vedno na neki točki se ti bo to povrnilo. Če ti pač probaš delati dobro, širiš svoje znanje, pomagaš folku na raznih projektih, slej ko prej se ti že vrne. No. Meni se je že parkrat zgodilo, da je pol od ljudi, ki nisem pričakoval, so mi oni pol odprli neka vrata. No. Tako da to bi jaz rekel, da je pač osnova ta networking. Da se pol nekako lepo pelje, nekako poključuje z tvojo zgodbo. Ne? Siguren, veš, siguren. Pač mislim, se to je meni ful všeč, ta slovenski environment. Še vedno je Slovenija toliko majhna, da pač se skoraj vsi poznamo, recimo v tem e-com svetu, kjer sem pač jaz. Se vsi poznamo in pač vsak je malo specializiran na neki. Jaz sem recimo bolj na Amazon, en je bolj na Facebook ads, en je bolj na SEO, en je na affiliate. In vsak ti lahko neko znanje da
plus stilo, vsakmu neko znanje daš. In v Sloveniji se meni to zdi fantastično, ker pač si delimo, veš, ker ni pač da vsak po svoje nekaj dela. Ne. Sam kje pa pol tista meja, recimo, ne, da se po mojem te mladi se ustrašijo, ne, da v bistvu, kaj če bo me nekdo idejo ukradel. Dobro vprašanje. To sem jaz isto imel te pomisleke. A veš, ko sem jaz začel s to pač z holderji, sem bil, to bo meni vsak hotel ukradeti, 100%, to je najjača ideja. Pa pol v praksi vidiš, da ima vsak sam sabo toliko dela, da ne bo. No. Mislim, plus v mojem primeru večini ljudem je bil produkt, se jim sploh ni zdel, da bi to lahko prodal v taki količini, ki smo jih mi zdaj do te točke, ne, in pač nobenemu ni bilo zanimivo. Tako da to, da ti zdaj šparaš to neko idejo, pa ne govoriš drugim, ne vem, meni se zdi, da ti načeloma folk ne bo ukradel. Plus druga stvar, ki se je pa nam zgodila, mogoče ti je ne bo folk v Sloveniji ukradel, ko boš to enkrat lansiral na trg po drugih državah, Kitajci v parih dneh. Nam se je zgodilo, ko smo mi launchali prvo Kickstarter kampanjo, po 5 dneh od launcha so bili na Alibabi že fejki. So že naredili. A veš, tako da je pač vseeno, ne. Mislim, Kaj je pa takrat občutek, v bistvu, verjetno kaj jeza? Pa ja, itak. Mislim, danes je to tako, pravijo, da če si uspešen, te kopirajo, ne. To je kompliment, ampak na tisti točki takrat je bilo pa to, ja, valjda, ko me vi kopirate, vzamete mi trg. Veš? Ne, ampak itak je to, mislim, mi imamo toliko velik del trga, da je v bistvu še fajn, da so copycati iz Kitajske, zato ker oni res prodajajo slab produkt in pa se fulkrat zgodi, da stranka pač kup njihovega in ga čez par dni vrže v smeti, ker je za način prija na našega. Bi rekel, da je nek pasivni marketing za vas, ne, v bistvu, ker je točno boljši izdelek. Prej, ko si rekel, ne, v bistvu, ko si spraševal, da niso bili kolegi oziroma neki, ko doskrat se uči oziroma tudi na faksu se pri takih predmetih, ne, da moraš ti vedno svoje kupce vprašati. Ne. A bi bilo, da ni bilo tisto, rečemo, ti si bil ful za svoje idejo, ne, pa bi ti pa, ne vem, rekli pa 50 ljudi, ne, ja, ne, to pa jaz ne vem, da te ni ustavil, ne. Si bil toliko prepričan v sebe, v bistvu, bi bil kaj tvoj nasvet, da vsem nekako slediš, kar si zadal, ali? Mislim, sigurno, ne, pač ne more na podlagi 10 mnenj ti pač neki svoje mnenje spremeniti. Jaz sem tle hotel predvsem targetirati ljudi, ki jim bi bil dejansko produkt zanimiv, ker v Sloveniji imamo mi pač bankirje pa pravnike, ki to nosijo, pa še pri njih ni zdaj nujno, da so oni formalno oblečeni. Če greš ti enkrat v nek New York, ker greš ti v LA, tam ti vidiš, tam so vsi v oblekah. Ne. In jaz sem bil, pač moj cilj je bil, dokler jaz ne prezentam temu folku produkta prek Etsova, pa prek Amazona, pa da tam vidim, da ne moram prodati, ok, tam je pol tisto potrditev, ne moreš prodati. Ampak, ker smo mi tam pač prezentali ta produkt in videli, v kakšnih količinah se to prodaja, je bilo tako, ok, očitno je bila dobra ideja. Očitno je dobra ideja. Ja. Pol ste še pa nekaj, sem tudi zasledil, ste pa za žensko populacijo probavali. Ja, kaj bilo pa s tem? V bistvu mi imamo na trgu več produktov, zdaj pač niso zdaj samo holderji. Ampak ja, veš kaj, pri ženski projekt je bil ful zanimiv, ne. Veš kaj, pri ženskah je vse ful bolj delikatno, ne. Mi smo delali ščipko, res tanki materiali, ampak pri ženskah imaš le dva problema. Prvi problem, ki rešuje, ki je v bistvu že rešanje body, ženske nosijo bodje, drug problem je pa, da one nosijo res oprijeta oblačila in na hlačah tudi žepi se jim vidijo, kje se jim to ne bo videlo. In to sta bila v bistvu dva minusa, zakaj ta produkt ni tako dobro funkcioniral, kot bi lahko. Ampak ja, pol smo, tako kot sem prej rekel, na podlagi tržnih analiz smo lansirali še par produktov na Amazon. Eden je v bistvu set za smoking, prije metuljček, robček, Kummerbund. To v Sloveniji nima smisla prodajati, ker sploh nimamo teh gala eventov. V Ameriki je to cool, tega smo mi lani prodali dobrih 5000. Rutke, eskote, pa smo se malo igrali z usnjenimi vratanci za pse. Zdaj novo različico holderjev vam dajemo. Tako, veš, skozi testiraš, probavaš itd. In na ta način pol probavaš. Tukaj v bistvu, recimo, vsak mu se zdi to potenčno tako mikavno, recimo, če si človek take vrste. Koliko je pa pol tvoj delovni dan? A je to, ko si ljudje mislijo, moče pa to 8 ur pa čao, ne? Ja, ne. Kako to izgleda? Ful odvisen od obdobij, a veš. Recimo, zdaj je obdobje kaj noro, ker firma Navaholder zdaj raste, plus jaz začenjam še eno firmo v nepremičninah. In sta zdaj
dvojno delo. To ste misliš tudi vprašati. Ja, bova še tja prišla. In je ful. Ne, veš kaj, predvsem pri tem podjetništvu, ne? Pač ti 24/7 si skozi njemu. Pač ti, ki greš na dopust, vsaj jaz, komp vedno sabo, vsak jutr se odpre komp, vsaj za urco, dve, maile, pregleda, še je prodaja v redu, asociaci v redu, vse te stvari vsak dan, nima veze, imaš ti dopusta, nimaš dopusta. Pač ti si priklopljen na to firmo 24/7. In vzame en kup enega časa, sigurno, ampak prinese tudi ogromno pozitivnih stvari. Tako da jaz si nisem nikoli urnika, mislim delovnika meril, ampak verjamem, da če bi zdaj v zadnjih 7 letih neko povprečje 9, 10, 11 mogoče, sigurno. Ja. Ja, ampak se pravim, je pa to drugačni 9, 10, 11 ur, kot nekih 8 ur v eni službi, ki verjetno ti ne paše. Itak, veš, kad ti, mislim, saj zase lahko rečem, no, kad delaš stvari, ki te res veselijo, recimo, meni osebno je ful zanimiv pri podjetništvu buildati podjetja, ne. Pač, ok, mi prodajamo produkte, kakršni so, ampak meni, kar je zanimivo, je kako produkt iz nule pripeljati na, ne vem, milijon prodaje in zdaj iz te točke še naprej in pol še naprej. To, ta building businesses, ne. To je, in kad to vsak dan delaš, razmišljaš, kaj še to, to je fun stuff. Ja, v bistvu te pač nekako tudi motivira hajpa v Itak, zasebnem življenju. In je tako, jaz to sploh ne vidim kad joba, veš, kad je tako nedelja zvečer, sem tako, ko mi čakam in tri ponedeljki jutr. Ne, se prije tudi obtove, ker sem tako, kaj bi zdaj šel na off, a veš, pa tudi si moraš vzeti off, siguren. Ampak jaz načeloma se vedno ful veselim naslednjega dneva, naslednjih izzivov, take stvari. Zdaj pa, ko si rekel, da še pa eno podjetje, da si zdaj še pa malo v nepremičnine zaplul. Tako, Kako si sploh prišel do tega? Zakaj? Pa to je v bistvu že dolg neka moja vizija, cilj, da se ne razvija podjetje samo v eni branži, tle kaj pač imamo zdaj Nova Holders je v bistvu e-commerce, fashion, Amazon. Zdaj, zakaj ne bi probali še neke druge branže, ne? In recimo moj prvi stik z nepremičninami je bil 3 leta nazaj, ko sem si jaz prvi stanovanje kupil. In mi je bilo ful zanimiv cel proces, veš, spet nekaj novega, nič ne veš o tem, kako zdaj vse to delati, ne? In zdaj v zadnjih 2 mesecih se mi je pač priložnost pojavila na Hrvaškem, pač bomo postavili eno mobilno hiško in pač turizem, ne. In se pravi, zdaj si spet na tej nuli, ki sem prej rekel, kad ti ne poznaš ne Bookinga, ne Airbnb-ja, vse te pogodbe, mislim, zdaj to itak že šlo skozi, da smo vse te pogodbe podpisali, interior moraš narediti, tako spet so novi izzivi, ki se jih moraš v bistvu z isto ekipo delal, ali to si zdaj čisto nek nov? To bo pač ločena firma, ampak ja, se to zunanji izvajalci delajo, ne, jaz sem pač načeloma samo odločitve sprejemal. Ampak ja, spet si na nuli, veš, spet na novo, ne? Ampak meni se zdi, mislim, jaz osebno mi je fajn, da imaš malo diverzificiran portfolio podjetij, da nimaš all eggs in one basket, ne? Plus nepremičnine so recimo, to je meni res nek tak hud produkt, zanimiv produkt mi je. Plus bomo videli zdaj, kako a veš, ful je nekako povezava je med recimo Amazonom, kjer ti pač prodajaš produkt in hočeš reviewje, ali pa zdaj, ko bomo mi pač prek Bookinga ali pa Airbnb-a oddajali, ti spet pač moraš narediti turistu oziroma pač stranki neko nepozabno izkušnjo, da bo on še hotel prijeti, ne. In iz tega lahko ful nekih procesov, ki imamo že postavljeni, lahko pač potegnemo sema, ne. Tako, malo se povezuje vse skupaj, na drugi strani si pa tam na nuli, ker pač moraš vse spet zbuditi. Ja, v bistvu ta razumevanje iz vidika stranke, ne, pa nek marketing preview je že nekako neka poznana vaša pot, ne. Ja. Zdaj pa valjda drug izdelek. Ampak zdaj kao začetka boste sam za turiste, ali pa hočeš tudi imeti razširiti, rečemo še pa ne vem, zaprav na, ne vem, osebne najeme za živeti ali pa za prodajo. Ja, mislim, predvsem del kapitala, ki ga Nova Holders zdaj generira, se pravi Amazon firma, pač investirati še v take stvari, kot so recimo turizem, zdaj lahko je to kot zdaj na Hrvaškem, mogoče kdaj tudi bomo kakšen projekt sami se zidali, pa ga pol ne bomo dali. Tako, ful je, tle še ni nič jasno določeno, ne? Ampak tako ful je enih idej, ki se jih tle noter da delati, ne? Tako da sigurno je pač plan obe firme, da pač raste. Zakaj si se odločil najprej za Hrvaško, da ne za Slovenijo? Ker se je tam priložnost pojavila. Če iskreno, ful lepa parcela, ob morju se je pojavila in spet pač prek connectionov, ne. In so iskali še enega investitorja zraven in pač meni je bilo to v interesu in smo šli v to noter, ne. Tako da iz tega stališča.
Zanimivo. Zdaj pa na zadnje sem opazil na tom LinkedInu, da si pa tudi za ta družbeno odgovornost, ko si rekel, ne. Se pravi, nekaj dobiš, nekaj daš potem nazaj, ne. V temu združenju. Imel si neko izobraževanje. Kako je pa kaj s tem? Pač, to je tudi v bistvu, kaj to je prostovoljno, to je, da nekako nekaj daš nazaj community v bistvu. Ja, vse tako, kot sva se prej pogovarjala, tudi recimo tle na ekonomski, dostikrat študentskim organizacijam me pokontaktirajo, bi prišel pač to svojo zgodbo povedati. Klubi tudi mentoriram, pač razne startupe za Amazon. Ja, mislim, jaz ful gledam na to, da pač probaš delati dobro, probaš pomagati, ker slej ko prej se bo obrnil, pa se ti bo na nek drugačen način vrnil. In ja, jaz vedno take neka povabila, ke dobim, ali pa ke nekdo pač prosi za neko pomoč, z veseljem preskočim, ker se mi zdi, da je to dobro vložen čas, no, da ne smemo biti egoistični, a ne, da moramo pač pomagati en drugemu. Ker tudi meni, ko sem začenjal pot, so ljudje pomagali, ker sem jim še danes hvaležen, pa sem ful dober kolega z njimi ratal. In tudi z veseljem jaz z drugim pač to neko znanje, ki sem ga v preteklih letih dobil, če bom nekomu neko bližnjico naredil, da ne bo delal istih napak, ki sem jih jaz, so oba zmagala, a ne. Kaj so pa neki, bi rekel zdaj, še za konec mojega pogovora, neki poslovni cilji, za oba podjetja, pa neki osebni cilji, ki jih imaš? Kaj bi rad dosegel, recimo, dajmo reči, v roku 10 let? Pač mislim, kar se poslovno tiče, sigurno pač rast obeh firm. Pri Neverholders d.o.o. razširiti asortiment izdelkov, tudi če v druge branže, ne samo v men fashion accessories, to, ker tle smo zelo omejeni, ker je cel trg mogoče 20 različnih produktov, ne. Tako da to, ampak se pravim, treba je ful dobre analize narediti, da ti pol, ko greš v neko nišo, da veš, v kaj se spuščaš, a ne. Tako da absolutno širiti produkte, pa večati to firmo. Tam pa tudi, da ne, kar se tiče nepremičnin, iskati nove zanimive projekte, predvsem pa se mi zdi, da je pomembno kupcem lajšati ali pa lepšati life, a ne. Po eni strani z Neverholders firmo jim lajšamo življenje, ker jim pač omogočamo produkte, ki jim pač neke probleme rešujejo, ali pa pri nepremičninah lepšati življenje, da pač ti ponudiš neko izkušnjo, da pač si jo bo folk zapomnil, pa bo lep life imel, a ne. Tako da meni se to zdi ful pomembno, da je vedno kupec, on je kralj, kjer mu se pač mi podrejamo, a ne. Tako da to je. Kaj pa osebni cilji? Osebni cilji? A veš, da, mislim tako, jaz imam tako filozofijo, da probam biti vsak dan boljši, kot sem bil včeraj, kar pomeni, da imaš pač boljše odnose z ljudmi, ki so ti blizu, kar pomeni, da več časa svojemu telesu posvetiš, se pravi, da pač več ali si v športu, ne vem, jaz hodim fitness, igram tenis, gokarte vozim, tako stvari, ki so mi pač zanimive, pa ki vem, da dobro naredijo za moje telo, več časa svoji glavi posvetiti, se pravi branju, podcastu, izobraževanju, tako take stvari. Se to je ful zanimivo, veš, recimo jaz pred 25 letom me te stvari niso toliko zanimale, a ne, pol pri 25, kada se en klik v moji glavi zgodil, me pa ful spet te neke stvari začele zanimati in zdaj ful raziskuješ svet, tako. Tako da ja, pač neka moja ta življenjska filozofija, probaš biti 1% boljši, kot si bil včeraj, a ne. In če bo šlo v tej smeri, bo super. Kaj bi pa rekel še, rečemo, en tak motivacijski stavek ali pa eno tako neko krajšo, za študente ali pa na splošno za ljudi, ki imajo neko idejo, pa niso čisto ziher, a bi štartali, kaj narediti, nekaj dostikrat študenti imaš te, a ne, ko si rekel, se pravi, zdaj ali bom odprl podjetje, pa pol da izgubiš, to dostikrat slišimo, ne, študenti pol imam pa bono, ne bo, pa tega ne bo, pa tistega ne bo, obenem pa ne vem, a ne, a mi bo to ratalo sploh, a mi ne bo, ne. Koliko bi jim nekaj povedal, se pravi neko motivacijsko, da mogoče probajo, ali koliko se ne oni sploh spopadejo s tem? Ja, mene je tudi to bolelo, ko sem videl to mašinco za bone, pa nisem mogel več, razumeš, a bil sem star 21, pa tako. Ne, veš, kaj bi jaz rekel, da pač večina študentov, to so fantje pa punce v 20-ih in pri 20-ih ti lahko 100-krat zajebeš
pa ne bo nič narobe s tem. Ne. Ti pri 20 dejansko šele začneš spoznavati življenje. Ne. Ti pač moraš fejlati pri 20, ker ti, ki si recimo enkrat v 30 in pri 30 so že odgovornosti. Pri 30 imaš ti odgovornost do pač svoje partnerke, imaš odgovornost do svojih otrok, imaš odgovornost, imaš ne vem, kredit za fleta, veš. In pri 30 se ti ful težje igraš pol, da bi ti še nek projekt zraven delal. Medtem, ko pri 20 je pa tako pač porab ta kapital za neke stvari, ki te zanimajo. Probi, v najslabšem primeru se boš ful veliko stvari naučil, pa mogoče boš ful ene samozavesti dobil, ki ti bo pomagala pol v nadaljnjem življenju. Pa še za tiste, ki bo pač probal nek projekt narediti, na začetku prodaja pa marketing je king. Res, jaz fulkrat vidim pri startupih, ki jim pač jaz malo pomagam, malo pomentoriram. Oni imajo težavo, recimo, da nimajo ful veliko prodaje še, in nimajo cashflow v firmi, ampak oni bi delali vse drugo, sam prodajo. Oni bi dizajn embalaže izboljšali, tako vse drugo. Ampak ne, na začetku morate vi pač prodaja, da dobiš cashflow in pol uporabiš cashflow, da pač začneš izboljšavati produkt, povečevati market, tako te stvari. Tako da res fokus na začetku, iskanje strank, pogovarjati se s temi strankami v produktu, ki ga imaš, ali pa v storitvi, kako lahko to še izboljšati. Te stvari se mi zdijo res pomembne. Da ni preveč fokusa na začetku, kako bo vse dejansko izgledalo. Lahko je tudi moč malo slabško, ker bi moglo biti, ne pa v bistvu. Stari, ki bi ti videl našo prvo kampanjo Kickstarter, to je z mojim telefonom, to je bil po moje, jaz sem imel takrat iPhone 3, tako, to je bil kadar slika, slaba, produkt, grd, vse je res, res slabo. Pač, ko zdaj pogledam, ampak takrat v tisti točki se je meni zdelo, da je bilo vse super, Ampak zdaj, ko pač so neki standardi postavljeni, je bilo to tako slabo. Ampak veš, ko se ozreš nazaj, je bilo tako, hodo, pač porabil sem vse, kar sem lahko, da sem pač probal narediti nekaj, In ne se obremenjevati s tem, če ni zdaj slika idealna ali pa video idealen, ker na začetku nikjer ne bo. Pač ti se pol čez čas učiš, kaj je boljš lahko. Se pravi, fokus, prodaja, marketing, izdelek bomo pa že nekako zrihtali tekom. Ja, neč ni hvala, ker si se udeležil podcasta, pa povedal te svoje insight stvari v podjetništvu. Hvala. Z veseljem, hvala tebi.